Čeprav večkrat poudarjamo, da nam v rubriko Glas ljudstva pišete predvsem tisti, ki imate kakšno res zanimivo ali težko vprašanje, se vsakič znova najdejo ljudje, ki na naš naslov namesto tega pošiljajo scenarije za skeče, zabavne pesmi, selfije s Tilnom in podobne fore. Eden od njih je bil ta teden tudi Bojan iz Maribora, ki nam je poslal kar 3 svoje aforizme in to, kot se za pisatelja spodobi, v 4 ločenih mailih. Najbrž v upanju, da bomo vsaj enega od njih prebrali in se skupaj malo nasmejali. Dragi Bojan, seveda se to ne bo zgodilo. Ja, ker mi o besednih igrah in kratkih forah vemo približno toliko kot Janez Janša o rušenju vlad, se pravi skoraj vse, kar je pri nas možno, smo seveda želeli sami razložiti, zakaj pri ustvarjanju oddaje ne potrebujemo pomoči. Potem pa smo se spomnili, da imamo v naših vrstah strokovnjaka, ki zna bolje kot kdorkoli povedati, če kdo res dela dobro. Bojanu bo za to zadeve razložil Borut S. Lep pozdrav, dragi Bojan. Na ministrstvu smo se najbolj nasmejali tistemu, da so se partizani borili do zadnjega, penzionisti pa do prvega, čeprav sem kasneje opazil, da je zadeva nelogična, saj so vsi partizani danes tudi penzionisti, tako da gre za iste ljudi in če dobro pomislimo, sta zadnji v mesecu in prvi v mesecu tudi zelo blizu skupaj, tako da tisti, ki so zdržali do zadnjega, bodo verjetno zdržali tudi do prvega, kar pomeni, da v bistvu vaš aforizem sploh ni tako smešen in smo se mu smejali seveda samo iz vljudnosti. Tako da Bojan in vsi ostali, ki pošiljate svoj material na mail oddaje Kaj dogaja, morate vedeti, da oddaja dela dobro, da pisci delajo dobro, da imamo najboljše voditelje, vrhunske strokovnjake s področja komedije in da je ekipa oddaje enotna. Zato obstajajo številni dokazi, od mojih izjav v medijih do zapisov o mojih izjavah v tisku in seveda posnetkov mojih izjav na spletu. Nekateri zlorabljajo institut vprašanj za svojo humoristično agitacijo, za kar sem tudi že sprožil postopkovni predlog pri urednici oddaje. Prosim, da se v bodoče držite pravil in nam pošiljate samo vprašanja in to dobra. Pa naj za konec še sam dodam nekaj svojih aforizmov, ki sem se jih domislil med sedenjem v ministrski pisarni, recimo tale o SDS podmladku. Na sestanku je bilo vse črno na belem, na žuru potem pa samo belo na črnem. Ali pa tale, kaj je hujš, kot če pride lipicanc z Dunaja, no, če pride Šarec iz Bruslja. Ali pa slovenski politik je kot tradicionalni slovenski zajtrk, topel kot kruh, sladek kot med, pa precej masla na glavi. Skratka, lahko bi jih zdaj našteval še ure in ure, pa jih ne bom, saj jih ta oddaja ne potrebuje, ker kot vsi vemo, dela dobro, tako da se prosim zadržite tudi vi. Hvala.